The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Evo, pozdravljeni sončki, dobrodošli nazaj, še en kolesarski čvek. Danes pa eno presenečenje z mano Simon, ki je, boste slišali, kakšne bedarije on dela čez vikend. In Simon, ko si? Pa evo, bo po vikendu. Vidim, da imaš nov bike. Nov bike, testni bike, da vidim, kako je z rim breakom. Čakaj, tole sem še pozabila. Evo mikrofonček. Ja. Ja, da vidim, kako je z rim breakom spet voziti. Brez diskov, brez elektronike, še naraj bi števc pustil doma. Ja, se to, pa boš old school nazaj. Brez parometra, brez vsega, tako da. Tisti, ki Simona ne poznate, jaz sem ga danes povabil, tole se je vlekel zdaj že kar nekaj cajta, ampak on je en izmed teh, ki je kolesar klele na velorundi že kar nekaj časa in ki je začel, je imel ena, po domač povedan, taka jajca od kolesa, pol je pa nabavil hud bike in je s tem, da je prej do klanca komi zdržal z nami, je zdaj on tist, ki pretaguje spredi doskrat, pa pride prvi gor na klance in tako naprej. Tako da iz prve roke pove, kakšne so razlike pač med tem, se pravi, entry level kolesom pa pol, ko greš na nekaj boljšega. Pol je pa še ta vikend smo šli na Krvavc gor in je gospodič moj zadnji menjalnik crknil in je imel, mislim, da v 8 prestavi zadnji, se pravi v teh, koliko je to zobnik? 17, 16? 16, mislim, da sicer srama malo drugače, ampak. Ja, no. V spredi ima pa je pa imel, se pravi, da je lahko dal vsaj v ta mal zobnik. No in je s tem prilezel na Krvavc gor. Jaz priznam, da sem se v prvi matru od začetka klanca skoraj da ne do gore, ne dvakrat sem vmes prestavil in to je bilo to. Tako da bo šlo v tem mal čez. Videl sem, da ste dali kar nekaj koles za oceniti še na našo spletno stran. Bova to ocenila pol s Petro, ko pride ona nazaj z dopusta, tako da najbrž čez 14 dni. Logično šla bova tudi še mal čez tur. To je pa to. Tisti, ki ste v klubu, boste dobili danes neko povabilo za nek beta testiranje. Zdajle delam že nekaj časa to. Je prišla ideja ven glih na klubskih vožnjah, tako da jaz upam, da potestiramo to ta teden, pa da gre v roku enega tedna, 14 dni še za vse, ki ste že na approved spletni strani registrirani, pa ko boste vi to testirali, bo šlo pa pač še na vse ostale, pa vi boste lahko tudi povabili še dodaten folk. Kaj pa je to? Je pa kot neka aplikacija, da vidiš, kje vse se runde dogajajo, kakšne trase kdo odpele, če kdo hoče imeti družbo, da pač najdete folk v svojem okolju in se pač greste skupaj zapeljati, se pravi za celo Slovenijo na enem mestu, tako da jaz upam, da bo dober sprejet, boste videli in delamo to zdaj že nekaj cajta, je pa prišla ta ideja ven iz aplikacij, kot so Tinder in podobne, to pa samo zaradi tega, ker pač tam gor iščeš nekega partnerja, tako, klej pa pač je fajn imeti za športati in smo naredili in boste videli, no. Upam, da vam bo všeč, tako da to je to. Simon, da greva najprej na bike. Se pravi, ti si imel, kaj si imel že prej en kolo? Sprednja vilica bila karbon, okvir pa aluminija, stale bilo? Ne, v bistvu moj prvi kolo je zdaj star 15 let. Štartal sem z Genesisom, cel aluminijast, brez čelade, brez čevljev, po obali. Zdaj pa v bistvu, odkar sem prišel v Ljubljano, to je 10 let nazaj, sem kar dosti hitro zvedel za velobar, ker sem tlele zraven delam na iProvi. In dejansko sem takrat s 100 kilami štartal, že med prvimi rundami je to bilo po moje, proti Pohu Grajcem smo šli, so me že po ravnem čakali in takrat sem sicer že imel treka, mislim, da sem kupil treke Monda, je bil celo karbon, mislim, da ista oprema, kot je ta zdaj, ki ga bom imel jutri na rundi, 105-ka,
Vse škripalo, to nisem niti skrbel za kolo, mir se tem, skozi me je neki kritiziral, ampak v bistvu je, veš, ko imaš star kolo, pol se mi zdi, da ga kar nehaš ceniti, se ne vem zakaj, ampak ne vem, imajo na avte, imajo na neke stvari, jaz dejansko sem gledal, da bi kupil novo kolo in od takrat, odkar gledam, je moj Canyon kapituliral, skoraj da ne. Okay. Dejansko je skozi nekaj narobe. Zdaj pa, zdaj vozim Canyona, prej je bil pa... Če ti imaš kaj že ta aero model? Tako aero, AXS je... Grupa. Tako AXS pa je zipe grupa, imaš gor, pa zipe, pa sram, kogarkoli ga kritizirajo, je meni top do zdaj bil, do tega vikenda, ko sem mogel na krvavc. Tako da imel sem pa treka kar 6 let, mislim, da sem ga vozil. Daj mi povej, kje si pa opazil ta največjo razliko, ko si šel iz ta prvi dan, ko si se usedel na Canyona gor? Kva je bilo? Razen tega, da se ti smajali do ušes? Pa v bistvu največjo razliko sem ne vem, je kar lepo se bilo usesti gor, no. Prav spomnim sem ga prvega dne. Mislim, da sem zelo takrat imel prvič sam povprečje na 30, ker sicer me niso kaj dosti zanimale številke takrat, tudi zdaj iskreno me ne zanimajo, sploh ko vozim sam, se s tem sploh ne obremenjujem, ne. Jih imam bolj zaradi tega, ko grem s slabšimi od sebe, ne. Z boljšimi pač itak ti ne pridejo kaj dosti prav. Ampak dejansko je bila razlika velika, ne vem, se usedeš gor, bolj kompakten kolo, lepše reže zrak, se mi zdi. Pa bi se zlagal, da bi rekel, da ni razlike, ne. Sicer spet to govorimo v procentih, ne, to na koncu je po mojem od motorja najbolj odvisno, ne. Ampak, ne vem, tudi en lep občutek je, se usedeš na novo kolo. Mislim, tako, ker se vozimo tukaj na rundi, po moje, ta razlika, da sploh pri večji brzini dosti lažje vzdržuješ to hitrost in ko si prišel, ne vem, do Panc, jaz vem, da si takrat si vsakič crknil, sam da smo bili pri kamnolomu, je bilo gotovo. Jaz sem bil do Pancu v rdečem, sicer zdaj verjetno je kaj na kolesu, ampak tudi kaj je bilo v motorju, ne, ampak je pa res, da sem prišel še takrat, ko sem kupoval Canyona, sem predtem že treka prodal in sem bil pol leta z onim starim svojim Genesisom, Alumini. In sem prišel v torek je bila runda, sem prišel z Genesisom in v sredo je bila retro runda in sem šel z istim kolesom na retro rundo. Tako da je bilo prav zabavno z istim kolesom voziti vse runde. In pol izleti tudi, ne, prši se spomnim, smo šli nekam proti Dolenskem, tudi nekih 150 km smo naredili, z onim jajcem bi rekel, razumeš, še 3 šajbe odspred, tako, bil je velik preskok, no, zame. Ne, sej, jaz se spomnim takrat, ko si, pa letos je še par fantov, ko so kupili nov bike, pa so se takoj bolj špalali, ne vem, mogoče en je tale Nejc iz Grusupla tam nekaj, ki je imel lan, mislim, da njega Specialized, zdaj bi kupil pa Winspacea, pa Ronki, pa sej Ronki se že lan. Ne, on se pelje ne glede na kolo, ampak se mi zdi, da zdaj je še malo bolj zmotiviran, se mi zdi. Ne, tako da, pa, a si mogoče še kaj, a si ti takrat spogledal kaj cajte, a pa karkoli? Niti ne. Okay. Niti nisem kaj dosti, se pravi, jaz nisem nek tak kolesar sploh za številke, pa za te stvari me to toliko ne zanima, ki me pozna, verjetno ve, ampak čisto tako, nekaj malo za dušo. Pa mi pa povej, koliko si pa dobil dodatne vole, ko si dobil nov bike? Pa do 5 evrov kilometrov, toliko dodatne volje sem dobil, ne. Čakaj, in koliko si delal bolj prej? Prej sem v bistvu delal tam med 3 pa 5, recimo 6. Zdaj, odkar imam Canyona, pa že mislim, da bo letos 3. leto, če bo šlo, se pravi, da bo okoli 10. Se pravi 3 leta zapored, okrog 10. Tako. Na račun mislim, sigurno je lepo se usesti na novo kolo, ne. Oziroma tudi ne na novo, pač že na dober bike. Na dober bike, ja. Ne. Prej si že odpeljal kakšen maraton? Ali si šele zdaj s Canyonom? Pa sem verjetno tudi prej. Tudi na
Ne, Franja je bila dejansko, sem vozil z Canjona. Ma sem te bolj te, veš, ne tekmovalne, to, ko je bilo, ne vem, smo šli do Izole, ribiški nek maraton je bil, sem to skozi avto voziš, to je bilo. Dobro. Ne. Sem te hotel vprašati, če mogoče veš, kakšna je bila razlika pol, veš, kaj tam imaš pa visoko brzino, ne? In kako se je pol v skupinah bilo voziti sam, ja, če nisi Mislim, da kaj prav tako, kaj tekmovalnega pa ne. V bistvu sem zdaj šele in še to, vsakič si rečem, mi je res tega treba sploh, ne? Ker recimo grem raje še enkrat delati Everesting, kakor da ne vem, grem kakšno Franjo recimo voziti, ampak na koncu vedno pol grem. Tudi na Franjo. Pa se je Franjo letos je bilo fajn. Letos je bilo super, ja. Letos je bilo super, niti enega paca nisem videl, mislim, da ne. Videli smo, ko so bili na tleh, ja, ampak dobro, pri nas ampak ni tako, bilo da bi bil, mene. ker recimo in na Majturu in na, kje smo bili, kje smo zdaj bili, kaj je bilo tudi, in na Alpah, v zaprti vožnji bila 2 paca, ne, veš, tako da skozi nekako se izogibam temu, ker res ne bi rad bil na tleh, ker grem res uživati na maraton, imamo dosti klanca, da se lahko pol tam nekje pretegne, ne, oziroma kakorkoli. Okay. Daj mi še povej, ti, ki si začel, takrat si imel, rečemo, neko opremo, ki mogoče, ja, ni bila mogoče tako dobra, a pa v opremi opaziš kaj razlike, ne vem, hlačah, čeladi, kakšnih takih stvarih, ali tam tudi ti, ne vem, nimaš mogoče? Ma ne, tle pa se opazi dejansko. Se pravi, jaz takrat, ko sem začel, niti nismo imeli čelad, nisem imel čevljev. Čeprav takrat sem šel pol po čevlje v Maxi Sport, sive sidi sem kupil in dejansko zdaj med temi čevlji pa unimi čevlji, zdaj ne bi rekel, da je neka razlika, ne. V opremi se pa, sploh v hlačah, mislim, da hlače so najbolj nek tak pokazatelj kvalitet. Ja, ti je udobno. Ja, da vidiš razliko, ne, ali greš ti v Decathlon kupiti, ali kupiš ene za 20 €, ali kupiš ene za 150 €, je kar razlika. No. Pa, če bi tako imel enega prijatelja zdaj, da bi mu lahko svetoval, a je bolj zapraviti več za kolo, pa manj za opremo, ali bi rajš mu rekel, da je zaprav ti za opremo, pa kup pač kolo to, kar ti ostane? Ma jaz bi mu rekel, da ne raje, da voz nek aluminij, pa kup dobro opremo, ne, pa pol počasi nek nov kolo, ampak jaz mislim, da se pravim, zdaj verjetno bom obsojen, razen če pridem spet v 8. brzini voziti izlete in podobne stvari, ker je tam obtičala veriga, ampak drugače mislim, da ne vem, da bom jutri z lahkoto šel v hitro rundo in bil konkurenčen. Challenge accepted. Ja, jaz mislim, da ja, zdaj bomo videli, ampak mislim, da ni spet toliko pomemben, je absolutno pomemben kolo, ne, vse je pomembno. Jaz pravim, da kolesarstvo procenti, ne, a veš, da se moj pogled, ne, jaz vem, da imam zaloge, ne vem, nekih 15%, bi lahko bil boljši, sam z hrano, z življenjskim slogom, ki ni lih zgled kolesarstvo, da prijemo po rundi na pivo, ampak glej, tako je in zato kolesarimo, mislim, da večina tle naš fantov. A veš, da sem še jaz včeraj enega 0-0 po rundi spil. Si me že zgubil, sem že hotel reči bravo. Dobro, ajde, okej. Ampak včeraj mi pa res zapazil, prijeva s Pontelijem pa sem rekel, da jaz bom pa zdaj Heineke na 0-0. No, vidiš. Dobro, Pontelij je verjetno izotonik pil. Ja, Pontelij je izotonik pil. Ne, sej fora je, da ta nasvet, ki jaz bi dal isti nasvet. Se pravi, boljš mi dobro opremo, pa kolo ne zaradi tega, ker pa ti bo udobno in boš lahko užival. Tudi če ne boš najhitrejši, ker pol tako te pač potegne kolesarstvo lahko noter. Sigurno, se ne rabiš dosti, ne, sploh za opremo. Jaz mislim, da ne rabiš dosti, no. Da ne rabiš 6 kompletov hlač, ne rabiš, razumeš. Fora pa je, da kolesarstvo še zmeraj najbolj poceni in enih 400 € za vse kompletne je že skoraj nek minimum. Če gledaš čelade, očala, majica, hlače, čevlji. Sigurno, jaz mislim, da se splača dati kakšen evro več, kakor da kupiš nek klump. To vsakemu odsvetuje, mislim. To je moje mišljenje, no, zdaj pa. Dej, greja zdaj pol naprej še na tale naš izlet, da vsem poveva, kaj se z močno voljo da dosežta, ne? Ja, res močno. V Osu si šel v soboto, prideš sem
in si ugotovil zjutraj, da ti zadnji menjalnik ne dela. Mi štartamo na izlet, gremo na krvavc gor, ta super krvavc vsem. In ti že takoj rekel, ja, le jaz bom šel sam do spodi, pogrem pa nazaj. Pa so se tam kje pred Cerkljam, pri Vodicah, po moje, so mi dva šla spredi, so se začela pogovarjati, sem ti jaz rekel, dej, probi prvi del, pa boš pač videl, ne? Če boš prvega prišel čez, pa boš najbrž prišel do gora, ne? In od spodi mislim, da jaz pa Polin so šla bolj zadaj, vi ste se pa kar zagnali, tako prvih 300-500 metrov ste šli vsi tako kar rakete gor. In jaz tebe vidim, cel cajt, cik-cak. Ja, te prve 2 kilometra, v bistvu plan je bil, gremo od začetka, usedem se na kolo, vozim po slovenski, nekaj mi je čudno, sploh nisem porajal, da ne šalte, pogledam, ni baterije not, sem kaj zdaj, če grem do Velota, bom že tlele se s tem ukvarjal, prijem sem, valjda ugotovim, da menjalnik ne dela, zadnji čist neodziven, gumb, ki vse resetira, nič ne pomaga. Štartamo, sem rekel, grem jaz lepo do Cerkelj, pa tam obrnem lepo, pa grem en krog do Kamnika, pa nazaj. Pol pa si me nekako uspel prepričati, da probam, saj bom prvi del, sem spustil pol dol čez Sidraž. Pol pa je Ponteli bil zraven, lep tempo smo vzeli, jaz počasneje tudi nisem mogel voziti, veš, kaj jaz bi se zvrnil, ne. In sem rekel, in lepo cik-cak, Ponteli mi je kakšen avto povedal, kdaj pride, sem rekel, ok, super. Itak sem vozil verjetno 1:24 smo ga vozili, jaz pa Ponteli, mislim, da sem 1:15 sem abzical. Spust sem sedel in to je to v bistvu, ne, drugo je bilo vse, me že križ me na koncu bolel. Tako da je bilo kar zabavno, no. Ja, sploh zadnjih 500 metrov si pa še šprinto gor, ne? Ja, v bistvu še en tretji je bil z nami, ki ne vem, kdo je bil, je rekel, vse do gondole boš prišel po gori, tako verjetno boš mogel peš, ker boš tako že utrujen, ker nisem še bil gor do plaže, ne, bil sem že do tlele, gor pa ne. Sem rekel, kaj je to, in res prijem gor in pogledam, in dejansko sem iz vsake serpentine sem vzel za let, šprint do naslednje serpentine, malo počasnil, spet v serpentino, drugače ne vem, če bi prišel, res ne. Ker je tudi malo ožja cesta tam, tle na začetku se da malo vjugati, ker je dejansko malo bolj široko. Ampak ja, sem prišel gor in sem rekel, a res ali kaj. Ne, vsaka čast. To, meni je crknil lan, Ja, spomnim se. Sam sta mi oba dva crknila, sam pač pri Šimanu, kar neha delati, neha pač vse delati. Sam je dosti bolj položen, jaz sem šel klej iz Horjula na Vrzdens gor, pa to, ne, tam lahko ti prideš v neki težki. To, ko šel pa ti, pa vsaka čast, pa tam je bil klan 10 minut, klej pa... Pa glej, minili, jaz ne vem kako, ampak ja, nekako s Ponteljem malo debate levo desno in ura pa pol mine in... zdaj, če bi mogel iti še enkrat, bi rekel hvala lepa, verjetno ne bi šel, ampak... Sam je to na kolesu, se mi zdi, da je glih ta družba, tako, ko smo se zdaj kle najdel, saj meni je ful fajn tudi te nedeljske, ki gremo, ne, ki so pač bolj na easy. Ti tudi ta, rečemo, da neka daljša, na easy fura, ti dosti hitro mine. Mal debatiraš, mal je tako, pa pač gre. Če bi sam odpeljal, pa v tej coni, meni vem, da je kar fakt, da grem že domov. Ja, sigurno, ne. Je lažje neke stvari delati v družbi, ne, kakor sam. Zdaj vam še lahko povem, kam bomo šli ta vikend. Ne vem še točne trase, bo zdaj mi da še podebatirala. Kakšna se ti zdi ideja, jaz bi šel enkrat odpeljati levo, desno, gor, dol, vse tele klance, ki so v Besniški dolini. Se pravi, prvo bi šel na Pance, pa bi šel dol, pa na Mali vrh, pa bi šel čez Prežganje, pa gor na Janče, pa dol iz Janč, pa bi šel spet gor, pa še na Javor, pa dol, pa to bi bila znala biti zanimiva, sem to je verjetno 3 jurije višin. Ne, veš koliko mora biti. Dva. Po moje je 1 jurija 800. A sam tok? Ja. Po moje ni tok. Sam kilometrov bo pa ful mal, kilometrov bo pa tako 70 do 80 po moje. Ja, časovno bo pa dolga, ne? Ja. Tako da to gremo odpeljati, tisti, ki hočete, se lahko pridružite, ustavili se bomo na Jančah za refill.
tako da gor na vrh, kaj je ta dom, Kopališču. kukarkoli. Na pokopališču je Ja, pipa. ja. Mislim, tam je še nek dom, ki se lahko ustaviš, da naročiš za pit. Pa tako. A ja, tako, Od pokopališča greš levo gor, aha. tam je un razgled. No. Tam. In kakšen se ti zdi, da je? Pa meni se zdi dobra. No, Meni se zdi evo. dobra. To bomo šli odpeljati, jaz upam, da se pridružite, bo pa tempo tak, da gor se bomo počakali, pol ure bomo gor. Razen, če bo nek slab vreme, sam, kot sem jaz gledal, glih za petek pa soboto kaže, da bo sonce, Mislim, tako da v redu. bo zelo lušten in gremo to odpeljati. Pa, če se bo pa komu dal, da naredimo še ta zadnji vrh, ki ga še nismo odkljukali, kle, bomo šli pa še v Sostru nazaj, pa gremo še enkrat na Debca, pa pol dol v Besenco, pa pol nazaj v Zalog. Mislim, da si odgovoril. Da si odgovoril, kakšen bo trasa, vsaj za večino nas, verjetno. Ja, mislim, veš, pol na koncu je samo vprašanje, koliko vse nas pride. Ne? Če nas bo pač ful velik, bomo malo lažje traso naredili, to se bomo na Jančah gor odločili, tako da ne se bat, ne bo tako, da bomo koga pustili zadaj. Te sobotni izleti so taki, da ki bo hotel, se bo raztegnil vsak klanc, kar se bo hotel, ki bomo šli pa bolj zadaj, bomo šli pa lepo. Pa se lahko tudi kdo kakšnega preskoči, glede na to, da smo, Ja, da se mislim, ja, ta prvi del na Janče gremo, pol pa ta drug tam, ki se pa gre pol še na Javor gor, če kdo na ohotu gre lahko pač že direkt do Ljubljane in je to. Tako da na Jančah gor bomo naredili mogoče 2 skupini, tisti, ki boste hoteli malo več, boste šli še na Javor, pa pol lahko dol, pa pol še enkrat na Debca, pa dol, tisti, ki pa ne, pa pač gremo takoj dol iz Janč, pa via Velobar. V soboto je pol še ta glavna etapa, tako da če se nas bo dosti nabrali, bomo pol še kle zbrali za pico, se še pico naroči, pa se lahko kle v Velotu pogleda še etapo, je pa čisto odvisen, da bomo štartali. No. Tako da, evo, to je to, spremljite pa, zdaj ne vem, a bo Petra kaj, če ne bo pa na Proof Cycling Instagramu objavljen in to je to. Da greva zdaj midva, a ti si gledal zdaj kaj ta teden tur? Ja, nekaj sem gledal. Včeraj sem prav celo etapo pogledal v miru. Pa verjetno, da smo bili večina razočaranih, zato mislim, zaradi Vingija, ne, ampak zato, ker ni konkurenčen. Če je bil konkurenčen, verjetno, da bi bili kar, sicer ne privoščim nobenega padca, ampak včeraj se mi kar malo zasmilo. No. Ja. Še Remko je pridobil, ne vem, zakaj mi gre, sicer mislim, da gre večini kar dosti na živce. Okejno zmago mu tudi privoščim prav, če se je Pogi tako odločil, ker mislim, da se je tako odločil, ker drugače bi to drugače bilo. Ne? Se po moje, od celega tedna ne vem, če je kaj drugega za mislim, najbrž bi lahko vsako etapo secerali, pa bi šla čez, ampak včeraj ne vem, ne vem, a je to pritisk javnosti, ker v Franciji, vsaj tako, ko poslušam tuje podcaste, pravijo, da je kar velik pritisk in da tudi Pogačarja, da ga že bujajo, pač Francozi pa tako, zato, ker preveč zmaguje, ne. In fora je, da jaz ne razumem, v katerem športu bi, ne vem, Chicago Bulls pustil Utah Jazzu, da jih nabije, ker pač preveč zmagujejo. Ali pa ne vem, da bi včeraj Španci rekli, ne, mi pa danes ne bomo zmagali, ker vemo, da smo boljši, pa ne Argentina zmaga. Ali pa Djokovic, da bi pustil enemu v tenisu. Ali pa Usain Bolt, ki je šprintil, da bi pustil pač enemu drugmu, samo zato, ker je preveč zmagoval. Pač ne razumem in to je po moje ena izmed redkih potez, ki mi od Pogačarja pač sploh ni všeč. Po eni strani probam razumeti, kaj pa kako, ampak iz vidika športa, pa če je šport, ko bi rekel, pristan, po vsej logiki se to ne bi smelo zgoditi in meni pač, poteza je meni nekaj najslabšega, kar je bilo. Sploh, ker Remko ni nič delal, Remko je bil pač zadaj in pač se je prišlepil komi do cilja in pol je pač odšprintil in tako da
ne vem. Ja, jasno je bilo, da je Pogi pomagal Del Toru. Zdaj, zakaj je to etapno zmago spustil, ne vem, ampak jaz mislim zato, ker je pač tako dober, da ve, da... Pa vem, sam ne moreš zmaga na turu, je le... Ja, očitno njemu ne pomeni to, kar pomeni Logično, da mu zmaga, ne pomeni to, ker če bi mu pomenil, pa bi pač zmagal, ne. Je pa mogoče, ja, tako kot si rekel, mogoče dejansko, da ni več, da je tak pritisk javnosti, da je pač pustil mu, zato da ne vem. Glej, 2 Belgica je dobil na svojo stran, mogoče, veš, koliko je dobil. Ne, mislim, po moje, da je sam pritisk javnosti. Kaj drugega, kle, lahko pač da mu pač ta tur nič več ne pomeni, da eno je še tako, da pač se Vingegaarda ni več in ka pač ni tvojega največjega rivala, lahko da tudi še zaradi tega ni. Ampak ja, meni osebno ne razumem takega športa, takih potez v športu, zato ker zmagati mora pač ki je najmočnejši, ne ki ve, da je najmočnejši, pa pusti drugim. Že 2 etapi je spustil, ja. Iskreno. Ne. Tako da, pač jaz takih potez, to ni nek športen duh, to je meni tako, ne vem. Jaz ne razumem. Ja, se jaz tudi ne, ampak sploh, ker ni to neka prijateljska runda, ne, to je še vedno tur. Pa to ni en kolesar, on je dobil zdaj sam še več samozavesti. Pač Remko bo odpeljal po moje jutri tak kronometer, ki jaz mislim, da ga še ne, jaz mislim, da je še vedno malo grenka zmaga, še vedno ve, da je bil Pogačar od zadaj, ve, da verjetno bi ga lahko, da ga ne bi, ampak jaz mislim, večina nas misli, da bi ga z lahkoto. Se je že kaj hotel pritisniti, pa so mu rekli, da Del Toro malo kisu, da odpada, je pač stopil nazaj in pol je Remko prišel z njemu. Ne vem, če je prav tako sladka ta zmaga bila za Remko. Se mogoče ni bila, sam še vse je pa zmagal. V šprintu pol na konca ne še vse zgleda, kukar da Pogačar, da se je usedel, da je pač komi drž. Ne, jaz mislim, da... Ja. Mislim, da... Mislim, fora je, da itak se vsi vejo, da je pač Pogačar najmočnejši, sam ne razumem poteze, razen tega, da dobiš malo javnost na svojo stran. Sam je del javnosti, ki nima veze, jih dobiš ali ne, vedno z naslednjo zmago bojo spet čisti. In a veš, ne vem, kaj si sploh prdubu. Nič. Ja, sej. Tako da meni je, ne vem, ne razumem tega čist najbolj, ampak Vingegaard je šel ven, mi ga je bilo ful žal, mi je pa zanimiv, koliko so vsi drugi odpadali, pa da je Remko bil tako dober včeraj. To me je čist presenetilo. Res, ker jaz sem kar vesel, ko vidim, da njega odpade, kar pomaham, pošljem ljučka, bye Remko, ker nekako upam, da bo tudi on se usedel v avto, ampak se kar a veš, da mene pa zaradi tega, ker gre te Remko na kurac, je pa glih meni je, mogoče ne zaradi čistega razloga, ampak zaradi podobnega, mi glih zaradi tega všeč, ker je eden izmed redkih kolesarjev, ki ve, da je v času, ki nima velik šans, da zmaga, ampak še vedno se ima za najboljšega in kot športnik moraš pač imeti vedno v glavi, da si ti najboljši. Ti ne moreš priti, jaz že itak vem, da so 3 boljši od mene. Včasih je pa to dobro biti ponižen, ne? Pa mogoče iz ozadja. Ja. Nekako stisniti, ali kaj jaz vem, ne vem. Ja, mislim. Veš, to, da on išče izgovore, pa z vsemi se neki bi se kregal, z vsemi vedno ima neki za pripomniti, vedno neki. Vse to gre tudi meni na jetra. Meni je všeč ta njegov, pred dirkami mi je všeč ta samozavest, ki jo moraš imeti, kar rečemo, dosti drugih kolesarjev ne izgleda, da jo ima. To sigurno ima, da se napompa njegov. Ne bom ti pa rekel, da mi je všeč to, ko mu kdo ne da menjave, pa se pizdi. To pa je taka zelo fuzbalerska poteza. Pridemo mi povsod, tudi na kakšnih rundah na maratoni, na vsem pride kdo, ki ne da menjave, pa kaj boš zdaj, razumeš, ne? Pustiš ga. Ja, ne, jaz porinem naprej. Ja, ti ga porineš naprej. Petra ga porine ven iz zlaka. Ampak ja. Di mi povej, kako pa, a si kaj gledal si še ta teden etape? Kaj prihaja? Ja. V bistvu jutri je kronometer, ne? Ja.
Pol pa je, mislim, da petek, sobota so 2 gorske. Ja. Četrtek je ena... Je tudi taka, Ja. ki se zaključi. Čakaj, sem da A se vidim. zaključil v Klanc. Ja, v Klanc gor 7 kilometrov, pa skoraj 7%. Pa cel cajt je gor, dol, pa je gor, pa se pa skozi uspenja. Kada bi ti rekel dolina Besance, pa greš na Janče, sam da je ful daljši. Pa, Pa ne vem, 4000 višincev. če se bo Pogi odločil, jaz mislim, da bo on to vse. Sam jaz mislim, da prav me zanima zdaj, kako bo to izpadlo. No. Kako zdaj, ko je šel v Ingi ven. Ker dejansko edina še Jumbo je bila, ki je Ja. nekaj delala. Ne. Zdaj me pa zanima, kdo bo zdaj, če bo Bora kaj provala ali ne. Ja. 2 kapetana imajo, lahko bi kaj probali, ne, ščarati. Sam jaz mislim, da za prvo mesto je, da so že vsi več ali manj obupali. No. Ja, do 5 minut nazaj dubu bi bil pravi mali čudež. No, jaz respektiram Pitcocka, ta tur. Mi je kar simpatičen postal. Ja. Zanimiv voz. S to trmo svojo. Ja, jutri je ta kronometer tako, ko vsi nekako napovedujejo, se pravi Remko, pol Gana. Remko bi mogel dati, rečemo Pogačar, tam vsaj 30 sekund. Ma ne verjamem. Jaz mislim, da mu bo dal 30 sekund. Ajde, da vidimo. Jaz mislim, da če mu bo sploh kaj dal, mislim, bomo vedeli, ampak jaz mislim, da že včeraj Pogi ni šel na polno, ko je Remko je mogel iti, hočeš, nočeš. Jaz sem danes je res, da je ne. Bomo videli. Pol je sreda, je po moje breakaway stage, četrtek lahko tudi breakaway, lahko bo pa pač GC, pol so pa sami GC po moje. In četrtek in petek je preveč naporno, da bi bilo po moje karkoli drugega. V petek je, ne, v soboto je 5600 višincev. To so, spoj pa v nedeljo še ta zaključek, ki pa jaz tudi mislim, da ga bo Pogi hotel leto zmagati, ki mu lani ni ratal. Bomo sicer videli, ker po moje ali je Mats Pedersen ali pa Pogi na Pariz. Pa jaz mislim, da kar se bo UAE, če ne bo šlo vse prav, kar se UAE odloči, to govorimo s Pogijem. Jaz mislim, da bi oni probali še eno del Torota nekako zgurati na stopničke, ker verjetno jih bo jutri izgubil. Ja. Mislim, da ga bojo probali pol nekako zgurati. Ja, jutri po mojem bi ga mogel Seksas, bi ga mogel prehteti. Koliko je pol minute, ni pol minute, še manj kot pol minute, mislim, da je Ti pa dobrih takoj 20, če se- povem. Ja, mislim, da je okrog 20, ja. No. Mislim, da bojo probali, ker zdaj dejansko bo zaradi tega gledljivo, no. Oziroma zanimivo za nas gledalce, ki itak hočemo kri, ne vem zakaj, ampak ja. Je to tako je, ne? Ja, Zdaj mi ne odprekle teh rezultatov. Ampak, ja, po moje bo, ne vem, ful zanimiv. Tako jutri kronometer, jaz vem, da ga bom gledal, ker po eni strani kar upam, ne vem, da bi Gana dubu. vse bomo pogledali, verjetno pa bomo šli pol na rundo ali kaj, ali je pozno. Ja, ne vem, bomo videli, kdaj se bo zaključil. Jaz upam, da niso dali, ampak jaz mislim, da niso dali ful pozno štarta. No, tako da jutri vsi, ki pridete na rundo, pogledamo kronometer, pa po kronometru pa štartamo, tako da če pa kdo hotel, kaj? Naredimo kronometer. Če pa kdo hotel že prej, greste pa pač tudi lahko prej in je to. Zna se zgoditi, da pol jutri, da ta najhitrejše skupine ne bo, da bomo druga, tretja. Kot ponavadi. Ja, se pa se skozi naredi naravna selekcija. Ja. Čakaj, kva sem še imela? A imaš še kaj? Da nas zapovedati. Ja, lahko poveva še to, ko so se že pogovarjala, da so imeli ta vikend, so šli teli naši odpeljati to ta najtežjo etapo, iz kluba je šel na konc Sam Lovše, je bil 207. Tako da, evo, Matej, vsaka čast. Zdaj mislim, da si še tam pa gledaš tur naprej, tako da upam, da boš kaj posnel. Se najbrž tega nož gledal, ampak ja, ok. 5 ur v višincu, pa še malo... Ja, 500. Ja, 170 km slabih. Ne. Ja. 6 ur pa pol. Ta najtežjo etapo
tura so. Mi bomo vozili 6,5, verjetno sobotni izlet, pa bomo naredili 1/3 višince. Ja. Pa verjetno bomo Pa manj kilometrov. bledi tlele vsi na koncu. Ne? Tako da, ja, to je kar. Ne vem, mi že, ko smo šli na Golte, ko smo se pogovarjali o tem, je pač meni noro, ona da sta šla 2krat gor. Jaz si ne predstavljam une Golte odpeljati, mislim, zadnje 2 km odpeljati 2krat. Ne bi si upal spustiti dol. Ne, da bi šel še enkrat gor. Ne. To sem naredil napako na Stari vrh. Aha. In sem v ta drugo skoraj hodil gor. Ne. Sem rekel, grem jaz ta zadnji klanček še enkrat odpeljati. Okay. Na izletu in ni bila dobra ideja. Komi. Veš, da jaz pa lani se mi zdi, da tega nisem šel. Par izletov. To je bilo to, kot ti je crknil po moje D2, da smo takrat. Ne, vi ste šli takrat levo na Naceta, jaz sem šel pa pol direkt. Aha, ok. Ja, tako da, ne. Nič, ta teden, torek, četrtek, velorunda bo, če bo vreme. Tako da, če bo dežval popoldan, pač ne prideti. V soboto gremo na tole besniško, kaj se temu reče, Osmico. Bomo tam malo krožili gor, tako da tisti, ki hočete priti, ne se ustrašiti, ne bo to hudo, tisti, ki boste na Jančah že malo gotovi, bomo naredili skupino in greste pač direkt domov, tudi te boste zihar naredili enih 70 km. Tako da to je to. Tisti, ki pa novte, boste šli pa zihar še na Javor, pa dol, se pravi proti Nesostru pod Lipoglavu, pa pol nazaj in pol nazaj grede, če te hotel, greste lahko še na Deban vrh in pol nazaj. Tako da to je to. Jaz sem imel tebe zihar še kaj za vprašati, pa sem zdaj že malo pozabil. Zihar sva imela veliko stvari, ki jih bova kasneje pol podebatirala. Tako da, evo, še enkrat tale beta test, če bi se kdo hotel pridružiti, mi lahko tudi pišete. Bo pa po moje, da v roku 14 dni že vsem bomo dali ven in boste pač lahko testirali. Jaz mislim, da je to nekaj, kar v Sloveniji mogoče primankuje, pa da prav pride. Zaradi tega pač da se najdemo skupaj, tudi dosti vas je, ki se mogoče v skupinah ne zna voziti, pa so te tako naučili. Tako da, evo, tudi za vse, ki organizirate že zdaj runde, me lahko kontaktirate, pa boste dobili dostop že takoj na začetku, zato da pač lahko vse gor povabite in da pač vidijo, kje, kaj, kako, GPX trase se bo dajal gor, slikce, profile, vse pač bomo imeli gor. Tako da, to je to. Jaz bi še izkoristil tle priložnost, pa 2 besede namenil Velobaru pa tebi, Aprut klubu. Bi se zahvalil rad v bistvu v imenu vseh nas, da počnete to, kar počnete, ker mislim, da je tako ena lepa kolesarska skupnost se ustvarila, Mirsadu. Še solzica dugo. Ja, pa ne, ampak tako je. Veš, res, dejansko jaz, ko sem zdaj nekih 10 let, recimo, da se nekaj matram na kolesu, tako lepo je, da ti nekdo stoji ob strani. Ne vem, res Mirsad, jaz se spomnim, ko on kar zagraji moj kolo, če on vozi za mano, nekaj sliši, kar zagraji moj kolo, ga vzame na servis. Tako da ne vem, vsi, ki nimate serviserjev ali pa niste zadovoljni serviserji ali karkoli, tlele res Mirsad si vzame čas, to zrihta. Petri, ki je lepo, tako kot sem rekel, pošlihta vse. Ko Petri ni, kakorkoli je glasna, pa včasih sitna, pa še kaj zraven, ampak je lepo, vozimo tako, kot se zagre, hitro pove, da kaj ni v redu, oziroma nas poredi. Hitro, zelo hitro in dejansko se pozna, tudi ko je ni, veliko lepše se poteka, če ona je. Pa tebi, ki ni še včlanjen, da se pride včlaniti, ker mislim, da je to najmanj, kar lahko se naredi, da se podpre tole, da se spije tle eno pivo po rundi in da se včlaniš v klub, ker to je najmanj, kar lahko narediš za vse to, kar počnete in ustvarjate. Simon, najlepša hvala. Se pravim, tako kar mogoče deluje, da sem se malo hecel, ampak fajn je slišati, no, se veš. Pa glej, jaz povem tako, kot je. Zdaj pa.
Dobar, sončki, upam, da ste uživali, jaz spet nisem nič v akcijah povedal, pejte na našo spletno stran, si poglejte od majic, hlač, ne vem, kva vse imamo sploh v akcijah, ampak ja, vse, če hoče kdo testen kolo, zdajle sta 2 kolesi zunaj, imam še grevla, ki se ga da dobiti za test, tako da če kdo hoče grevel sprobati, medium velikost, komot lahko si visok? 180. Če češ, grevla ti ga dam zdaj za ston. Jutri ne, Okay. bom res tega, grem s tem. No, pa ti ga pa dam komot za To test. pa mogoče, gledaj, zakaj pa ne. Če srbimo, lih Petra mi je zadnjič, zakaj nisi še vozil, niš, se neko ne. Enkrat bi mogoče celo tudi No, enega ja, ti dam komot. Če ne drugega ti dam lahko tudi Glede mojega. na to, da mi vse crkuje, verjetno bom res mogel kupiti kaj novega in Ja, evo, zdaj ti dam lahko mojega, zato da ga sprobaš, zato da vidiš. če bom imel defekt ali kaj. No, to je že še en človek, a ne, ki je menil zračence, mena plašče. Vsakič ima defekte, z drugimi plašči, z drugimi zračencami in pa vidiš, da doskrat ni težava v materialu, a ne, ampak v človeku. Absolutno. To smo ugotovili Karmi, ali kaj ne. v soboto zdaj, ker... Tako da, ja, lej, zgledal še smo mogli iti na Tublas, da še uno šprica povsod ven, pa je Jaz to ne, to. lik Mirsad mi je rekel, ti dam leg noter, sem rekel, Mirsad res mi da zračnice, to zdaj bo sigurno novi plašč, to bo sigurno držalo. Prvi spust. Čak, sem si ti šel na Archetype imaš? Ja, ampak... Ne, ali imaš 5000? Ne, Arket tam je dal, mislim, da. Aha. Ampak prej tudi sem imel, ne vem, od Continentala, vse je štimalo, dokler ne štima. In zdaj, ampak to tudi prej, ko sem imel Vittorio, ne, dejansko isto. Jaz ne vem, kaj delam narobe, ampak očitno nekaj delam narobe. Ja, ti tudi jaz ne vem povedati. Ker je kar smešno, no. Ti si zdaj menil, po mojem, v zadnjih 14 dneh ene 5krat. Sigurno. Lan pa je Če ne več. 20krat. Sigurno. To je kar neka čudna cifra. Ker pri meni, jaz saj vem, kaj mi vem, zakaj mi je, ponovadi imam premalo napumpane gume, pa to je pri mojih 90 kilah ti govorim, da imam 3 bare noter. Ja, zdaj 4,5 nekje pumpam. Ne, To bi moglo biti zate več kot dost. Ja, pri 30. ne vem. To je že, v bistvu že preveč skoraj. Ne vem ti povedati, ne vem biti pameten. Mirno zdaj že lepo se ustavim, to je že utečen postopek že kako. Daj mi še povej, zdaj si šel na Chase rotorje, ti je zdaj v soboto, ti je v redu delal, ti je škripal? Nič ne škripa, Okay. tudi prejšnji so bili kar v redu, so bili originali, sicer so škripali in to dost. Zdaj pa, ko sem se usedel, dejansko tudi lepše se mi, dobro, oni so bili res že dost na koncu, ampak lepo in bolj agresivno ja, tudi lepo zagrabil. zagrab, nimam pripomb. Okay. Tudi veriga, zdaj mi je povoskal Mirsad, tudi lepše se mi zdi, da to... Da je bolj smooth. Pa bolj tih, ne vem, malo lepše se mi zdi, da se laufa, no. Zdaj bomo videli, koliko cajta bo to, oziroma če to zrihtam, ko zrihtam. Še veriga strgo do konca tega. Si zdaj navš mogel, nisem bajko temu. Ja. Ja, ok. Simon, hvala, ki si se danes pridružil. Sončki, vi pa komentirajte spodaj, hočete imeti še več teh kolesarjev naših, se pravi, kakle na rundi kolesarjev, kamen je, se mi zdi, da je to nek point tudi, da se spoznava bolj ne rekreativne kolesarje, mogoče se kaj naučite od njih, kukor pa, ko se pogovarjamo s kakšnimi, ki so ali bivši profi, ali pa, ja, tako da lahko komentirate spodaj, a vam je bila najina debata danes zanimiva, a ne? Tako da to je to, ta teden na turu. Kaj drugega, kukor to, da Pogačar dobi vsaj 2 etapi, jaz ne pričakujem. Tako da bomo videli. Zgleda jih pa ne bo dobil unih 7, ki sem jih jaz napovedoval, kar si pa čisto sam kriv. Kva pa tala. Ja. Simon, še enkrat hvala, ker si bil Hvala gost. tebi. Vi pa uživite, pa se vidimo na rundi. Čau.